vem, Rok Bratovž, vi ste drugače v tej rugby ekipi. Aha, ja, jaz sem eden od pač teh 4 organizatorjev današnjih tega dogodka. Sem pač Domžalčan, nekako smo se odločili, da bi bilo fajn, da je ta predstavitev nekje pač v Domžalah, da ni spet Ljubljana. Domžale so eno tako športno mesto. Zdaj tudi imamo lepe športne dvorane. Ja, pa tudi vsaka dvorana je. Se moram kar v bistvu zahvaliti srednji šoli Domžale in magistru Primožu Škoficu, ker so bili tako prijazni in so nam v bistvu odstopili to dvorano. Mi smo nekako, ker smo na začetku te zgodbe ragbija na vozičkih v Sloveniji, če tudi nimamo nekega budžeta, tako da smo v bistvu nekako odvisni vse od dobre volje drugih ljudi zaenkrat. Bi bilo lepo, če bi kakšni sponzorji prišli, ne? Ja, saj smo nekako pač ciljamo tudi na to, da bo s tej predstavitvami mogoče pa kakšni sponzorji, donatorji se le odločili, videli, da je to le en tak zanimiv, atraktiven šport, da bomo imeli v bistvu sredstva nekako za nadaljni razvoj tega športa v Sloveniji. Kako dolgo pa zdaj v Sloveniji že obstaja to? To je danes prvič. V bistvu prvič. Kdaj ste se pa ekipa dobili? V bistvu mi s temi 4 kolegi smo v bistvu se dobili prvič tako 2 leti nazaj. Potem začeli hoditi na treninge k prijateljem iz Avstrije, ker se ta šport že dolga leta igra. Tako da smo v bistvu potem vozičke nabirali pa zbirali te odslužene njihove, tako da zdaj 1 leto pa pol ta dogodek pa tako aktivno pripravljamo že zadnje 2 meseca. Ja, to so kaj posebni vozički. Ja. Niso tako naprimer za hitrostne, to je čisto poseben voziček. To so prav posebni vozički, oklepljeni prav za ta šport namenjeni, zaradi tega, ker to je pač kontaktni šport, kontakti z vozičkom so dovoljeni in zato so taki kovinski oklepljeni, da ne pride toliko do poškodb, pa da se ne kvarijo toliko. Ker pravite, da pride to pol tudi do kontakta, pa to, ali ni nevarnosti, da bi se pol to tudi kaj prevrgel z vozičkom? Ja, lahko pride tudi do padcev, seveda. Pač to je del športa, rugby je le tak kontaktni šport. Ja, no, recimo. To, če gledamo po televiziji, koliko jih na enega preleti. Tako da. Pol ste pa zdaj začeli tukaj, ste se to zdaj za prijateljsko tekmo zmenili? Ali? Ja, to je taka bolj ekshibicijska tekma, bomo rekli, predstavitvena, to, da se malo vidi, kako izgleda ta šport. Igra se pač 4-4 na košarkarskem igrišču. Igralci smo ocenjeni od 0,5 do 3,5 točke, odvisno na poškodbo. Zdaj bolj si ohromljen oziroma poškodovan, nižje imaš točke, tako da imamo potem obrambne in napadalne igralce. Pa te igralci za Slovenijo so Domžalčani ali so tudi kje od drugod? Ne, v bistvu so povsod v bistvu jaz sem iz Domžal, pa so pa kolegi še iz Ljubljane, Celja, v bistvu smo povabili pa igralce tetraplegike iz cele Slovenije, čeprav bomo videli, koliko jih bo kaj še prišlo. In to pol po 4 se igra v ene ekipe? Tako, 4-4 se igra. Pač 8 točk je lahko trenutno na igrišču, potem je pa pač nekje od trenerja, da se najbolj sestavnik je najboljša ekipa. Kako pa imate tisto, naprimer pri ragbiju, pri zdravih, brcnejo skozi tisto lestev, kako pa vi imate to tukaj? V bistvu je na koncu 8-metrska linija, sta 2 stolpca, iz odbojkarsko žogo pač moraš z 2 kolesi prečkati črto in je to 1 točka. Igra se 4x po 10 minut.
je 40 sekund je časa za napad, po 10 sekundah moraš žoga oddati ali pa oddati na tla, pa 12 sekund je, da prideš čez sredino, čez v bistvu. Tu morate kar hiter z rokami šibati, z kolesi. Aha. In zdaj, če bo to ratalo, pa če se bo kakšna ekipa ustvarila v Sloveniji ali pa naprimer več ekip, pol se že lahko ima kakšno ligo. Ja, seveda se mi nekako počasi ciljamo na to, zato smo tudi zbirali zdaj te vozičke stare, da jih nekje za začetek so dobri, tako da upamo, da bo počasi nastala neka ekipa, pa da se začne s treningi tudi tukaj, ker mi, ki se vozimo gor v Avstrijo, gre veliko časa, pa tudi pač finančnih sredstev. Finančnih stroškov, vožnja, benzin pa... Vse za sabo potegne, tako da upamo, da bo počasi tudi tukaj. V kontaktih smo tudi z Mednarodno zvezo za ragbi na vozičkih, tako da vejo, da se prvo tudi nekaj začelo dogajati. Tako da tekma bo lepa. Bomo pol malo pogledali, kako bo to šlo. Fino. Ja, veliko uspeha vam želim, pa res, da se čim prej malo sponzori zganejo, pa se kakšne ekipe napravi, vsaj 3-4 po Sloveniji in bo super. Tudi mi upamo, da bo vsaj, če bo že 1 ali pa 2, bo tudi že v redu. Hvala. Hvala vam. Rok, da te še samo nekaj vprašam, toliko imate tu spredaj, eni imate košarice, eni imate okroglo, eni imate, to je to kakšne za pozicijo ali je? To so obički vozički, te so obrambni, ki imajo te špice vpred in na njih so tisti igralci, ki so nižje reagirajo, imajo od 0,5 do 1 točke v pol, so obrambni igralci, tisti, ki so pa čisto zaviti okrog, tisti so pa napadalni. Pač te špice ti omogoča, da napadalnega igralca nekako zahaklaš, da mu onemogočiš, da izbeži v bistvu. Obrambni so pa pač tako narejeni, da je pa težje ga zahaklati, pa pride do... A lahko pol s tem tudi žogo potiskaš ali kaj? Ne, žoga je v naročju. A žogo pa moraš v naročju imeti? Se podaja. Zdaj bomo pol... Nekaj sem videl, to imate različne, zato me je kar zanimalo, kaj to zdaj pomeni. Aha, dobro, hvala. A vi dolka za Avstrijce? Kako je leš? Lepo imajo. To, imate različne, a to za različne pozicije, kaj ne vidim, da imajo košare spredaj, eni imate, okroglo eni imate, to. Je to kaj pomembno za voziček ali? Mislim, da napačen sprašujete. Ja. Nisva še igrala, tako da. Aha, boste zdaj prvič igrala. Pa bomo videli. Moja bi Aleš več vedel povedati, jaz ne vem. Ampak zihar je kaj. Jaz sem navajen z rokometa, da sem na prstih.
Pa imate to. To je pa smola, zato da se bolj žoga pride. Aha, to je smola, no. To je pa macesno smola. Macesno? Ja, to je pa više. Ali smisel. Malo imamo zamude, ampak hvala vsem, ki ste prišli. Tale dogodek pripravljamo mi že v bistvu ene dobre 2 meseca, vsega skupaj pa v bistvu že kakšne 2 let nazaj, ko smo se dobili z Alešem, pa Lukatom, pa Ninotom, pač 4 navdušenci nad tem športom, ker smo želeli ga pripeljati sem v Slovenijo. Jaz sem se s tem športom srečal že nekih 10 let nazaj in sem vedno imel to željo pripeljati ta šport v Slovenijo, ker je to v bistvu en tak edini, bom rekel, zelo atraktiven, pa edini tak aktiven šport za tetraplegike. Tako da evo, na srečo sem pač spoznal te 4 fante, oziroma 3, kateri smo s skupnimi močmi prišli do današnjega dneva, do tega dogodka. Bi se jim rad zahvalil. Rad bi se zahvalil našim avstrijskim prijateljem, brez katerih v bistvu to ne bi bilo sploh mogoče. Od njih smo v zadnjem letu pa pol dobili 5-6 vozičkov rabljenih, katerih smo v bistvu polih je oče od Aleša manj predelil pa zrihtu mal. So thank you guys for all the support that you gave us from the last 2 years and for all the used wheelchairs. So we wouldn't be here without you. So. Ta dogodek smo se odločili narediti v Domžalah, pa Domžale so ena tako športno mesto, športna občina. Zahvalil bi se srednji šoli Domžale, pa magistru Primožu Škoficu, ravnatelju, ki so nam v bistvu to telovadnico odstopili. To nas nekaj besed bo povedal še podžupan občine Domžale, gospod Marjan Ravnikar, tako da prosim, če lahko takrat. Lep pozdrav tudi z moje strani, v imenu občine Domžale. Prav lepo pozdravljam vse tekmovalce, tako tekmovalce iz Avstrije, tekmovalce, ki zastopajo Slovenijo. Prav vesel sem, da se ta dogodek prvič odvije v Sloveniji. Še posebej sem vesel, da je ta dogodek v Domžalah. To gre sigurno zahvala Roku, ki je zelo aktiven na tem področju in tudi sam, kot še nisem videl kakšne tovrstne tekme in bom prav z veseljem tudi pogledal nekaj minut, kako se ta tekma sploh odvija. Občina Domžale, kot veste, je že tako športno mesto, podpira sam šport, katerikoli šport je v Domžalah, na vsakem nivoju, predvsem, če gre šport za mlade ali tudi za starejše, kakorkoli. Še enkrat, Rok, čestitke za organizacijo, za povabilo avstrijske reprezentantci, pa seveda tudi srednje šole Domžale, gospodu Primožu Škoficu, da je omogočil, da se ta dogodek lahko odvije v tej dvorani. Srečno in pa veliko fair playa. Srečno. Hvala.
prosim. Kaj tati? Kaj tati? Tati, tukaj sem. Tati. Bike up!
Sam ljudi, ki sedijo, se slikajo. Oni sami ljudi, ki sedijo, je slikajo. Ja, jaz sem Legale, so stai.
Lahko bi šla petiti, ampak veliko bolj nekaj štaš. Ne bomo. Ja, to je jaja. Da ga vidim. Gremo čist dol. Luka, kje si? David, ne tam pa. Dadi. Jaz znam skakati. Ne za to, v našem padu pa v boju. Svojna.
Uno famiglie, drugi smo pa vse lepe. Kaj to pove? Da bi se za zamisliti. Bravo! Ne vola. Deše krova, krov. Švent je tam moj majkan krov. To bi se še potice, če se ne bi trafice, če se ne bi bol. Zmaga 4-krat. 16 za Slovenijo. Ima pokraj. Eno je guma. Mogoče moj motor. Tati. Ja, se žaluje, ja. Hiter ka strela. Za Slovenijo. To jaz se ga že najdem, vidim, to hiter. Ja,
Zato ker je nekaj narobe, malo drci, ko moraš biti, ne vem, svoj ja, njega tudi ne Sila bomo pa kar šla.